Vsakič, ko imamo pravka z znamko Cupra, se moram prav ustaviti in pomisliti, da je Cupra kot samostojna znamka z nami že 8 let. Jaz sem pa občutek, da je na svetu dlje kot sem jaz. To očitno pomeni, da so Španci nekaj naredili zelo prav, ker poleg tega, da znamko zelo dobro poznam, z njihovimi avti tudi vedno uživam. Vsak ponuja nekaj več. Bor nam je bil vedno všeč, ker se je tako dobro peljal za električni avto. Mali Raval komaj čakamo, ker obljublja res velik. Tavascan je bil oblikovno pravi presežek. Za Terramar smo rekli, da je verjetno najboljši SUV med enakimi. Formentor pa je v bistvu prvi model, ki ga ima samo Cupra, torej ne gre za preobliko nekega drugega modela. In ta nam je bil že od samega začetka še posebej všeč. Že osnovni z 1,5 litrskim se pelju lepo, zaključe od VZ5 smo se grebali vsi v uredništvu. Ta je pa sploh nekaj posebenega. Oznaka je VZ-i hybrid, našli sicer ne boste nikjer na avtu, pomeni pa, da ima dva motorja, električnega polnite tukaj, skupni doseg imata pa po VLTP preko 800 km, kar pomeni, da se ne boste nikoli rabili ukvarjati s tem, kje pa kdaj ga boste polnili. VZ torej ostaja v znaki modela, kar pomeni, da mora biti veliko konjev in jih tudi je. Ker 272, kolikor je preračunano 200 kW. Zmogljivosti zato niso vprašanje, do 100 pospeši v samo 7,2 sekunde, največja hitrost je 220 km/h, ampak tukaj so bistvene še druge lastnosti. Recimo, kako dobro pospešuje, ko želiš prehitevati, kako odziven je sistem in koliko kilometrov lahko prevoziš samo na elektriko. Seveda večina voznikov vsak dan ne potrebuje toliko moči, si pa marsikdo želi, da avto potegne, kot to želi, a ne? Zato je tukaj zaloge kar velik. Priključni hibridi so vedno nek kompromis, kjer dva močna motorja in še velika baterija pomenijo, da avto postane okoren in vozniško nezanimiv. Cupra je znamka, ki želi dokazati, da gre tudi drugače, zato z nastavitvami podvozja doseže, da je lahko tudi takšen avto zabaven med ovinki. Občutek na volanu je res dober in podvozje lepo umirja neravnine, zato je vožnja na zavitih cestah suverena, obenem pa udobna, če želite ležerno uživati na daljših poteh. Pomembno je, da je sistem odziven, ko moraš močno pospešiti, pa tudi to, da se bencinski motor lepo vklop, da ne cukne in to jim je lepo uspel. Sploh pa ima zdaj baterija uporabno kapaciteto 19,7 kWh, kar v teoriji pomeni, da lahko s polno prevoziš več kot 100 km samo na elektriko. Nam se je uspelo v teh prijetno toplih dneh tej številki lepo približati, pa tudi na avtocesti smo s polno baterijo lahko prevozili kakšnih 60 do 70 km pri 130 na uro lepo v tišini. S 50 kW se lahko polni tudi na hitrih polnilnicah, kjer potrebuje od 10 do 80% napolnjenosti 26 minut, na tistih z izmeničnim tokom pa se čisto prazna napolni v 2 urah z 11 kW moči. Poraba po VLTP je 1,8 litra na 100 km. In zakaj nam je Formentor še všeč? Prvič, ker ni prevelik in ga brez težav obvlada vsaka voznica ali pa voznik, obenem pa ima dovolj prostora za družine. In drugič, ker še vedno ohranja oddaljenost od tal in kljub temu dobre vozne lastnosti. In zdaj ima še posebne dodatke. Meni je recimo ta mat barva totalno všeč, ker avto izgleda res hudo. Sicer mogoče je majčkeno bolj občutljiva, ampak si predstavljam, da je super za tiste, ki si v soboto radi vzamete svoj čas, pa lepo nežno pa počasi tole čiste in uživate v svojem umiru. Posebno so tudi platišča, da ne govorimo o zavorah Brembo, ki tudi zahtevajo svoje vzdrževanje. To pomeni, da jih morate včasih pošteno pritisniti, ker bodo sicer s kakšnim zvokom včasno povedali, da ste preveč nežni z njimi. Notranjost je pa v tem primeru res nekaj posebenega zaradi telih školjkastih sedežev Sabelt, školjko iz pravega karbona, ki krasno oprimajo telo kot v kakšnem dirkalniku. Boste imeli občutek, da res vsak dan boste nekaj posebenega, obenem pa niso neudobni, kot so mu gotovo na daljših vožnjah s tem Formentorjem. Avto je res prijeten za vožnjo in je eden redkih, ki voznika razvaja tudi z dinamičnimi voznimi lastnostmi, ne samo z udobjem ali pa 100 ambientalnimi osvetlitvami pa 30 različnimi masažami hrbta. In ravno zato se je po mojem znamka Cupra toliko dobro prijela v toliko kratkem času.